Dober večer in pozdravljeni. Najprej naj povem, da je ta mikrofon namenjen v bistvu temu, da danes posnamemo zvok za video. Peter iz Kulturnega centra Maribor se bo danes potrudil, da naredi čim lepše video posnetke našega branja, da boste tudi tisti, ki ste danes z nami prvič, dobili svojo objavo na spletu, pa upam, da vam bo prišla prav. Tako da ne se presenetiti, če ta čas, ko govorite v mikrofon, se ne sliši kaj več kot običajno. Se pravi, s tem pomagamo Petru. Sicer pa lepo pozdravljeni, zelo sem vesela, da se nas je zbralo na koncu toliko in da nas neurje v bistvu ni prestrašilo preveč. To, ki je danes popoldne prečkalo Ljubljano. Mogoče malo za začetek o zgodovini, o zelo kratki in daljnosežni zgodovini literarne Krpanke. Namreč to je fanzin, ki izhaja pri Kulturnem centru Maribor od leta 2013 in je projekt, ki si ga je takrat zamislila pesnica in urednica Tonja Jelen. Kasneje pa je v bistvu uredništvo tega fanzina prehajalo iz rok v rok različnih pesnikov. Zadnjo edicijo sem imela čast urediti jaz, Nina Medved. Naslednje leto pa morda kdo izmed vas, ki danes sedite tukaj, če slučajno hlepite po teh ambicijah, mislim, da ne bo Dušan nič hud, če mu kaj takega zaupate na uho. Skratka, ni stalna zadeva in vsako leto dobi nek svoj značaj, nek svoj okus, imena in značaj predvsem. Vsaka Krpanka do zdaj je bila precej drugačna od drugih, ki so sledile ali pa ki so jo predhajale. Tonja se mi zdi, da je začela z enim malo ožjim izborom, jagodnim izborom pesnikov, ki so bili v tistem času najbolj aktivni v Mariboru, iz mlajše ali pa srednje generacije. Aleš Jelenko je na to izbral tak pisan izbor iz cele Slovenije, mlajših avtorjev, ki pa so se nekako že dokazali z kakimi vidnejšimi objavami ali pa nagradami v preteklem obdobju. Jaz sem si pa rekla, da bi rada šla med čim mlajše in čim bolj široko. In mislim, da zdaj vsi skupaj avtorji, ki smo objavljeni v Krpanki, v bistvu predstavljamo eno zelo široko generacijo, od srednješolcev pa do skoraj oziroma 30-letnikov. Tako da, če nas ne družijo toliko posamezna leta, se mi pa zdi, da nas pa druži vseeno en duh mladosti, ki veje iz te Krpanke. Mogoče še to. Veronika Šoster, ki je objavila kratko recenzijo našega dela na straneh Trubarjeve hiše literature, je zapisala, da si je želela, da bi tudi vedela, na kak način ste bili izbrani v objavo. In moram reči, da ni bilo posebnega načina. Sami ste pokazali iniciativo s tem, ko ste se prijavili za sodelovanje. Namreč to je fanzin, fanzin je pa navadi takšno polprofesionalno ali pa bolj amatersko delo entuziastov z nekega umetniškega ali pa kulturnega področja. In se mi zdi, da je njegov namen bolj to, da pokažemo, kaj ustvarjamo, kot pa da bi vsaj pri tem projektu delali selekcijo. In kljub temu sem zelo zadovoljna, ker je paleta, ki smo jo skupaj sestavili, paleta mogoče v spolu ravno ne, ker smo po večini dekleta, imamo dva moška predstavnika, je pa paleta po pesniškem pristopu, ki je v bistvu pa precej široka. Tako da, toliko za uvod, da ne bo predolgo. Pa bi za začetek kar povabila k branju Nino Kremžar, ki ji je pripadla čast prve uvodne pomembne pesmi. Še to, lahko stojite, če bi pa rajše sedli pa Sestavljena iz moških. Njegove oči imam, temne
in grenke oči, ki ne razvodenijo z leti in se smejajo kot črni koščki oglja v gaslem pepelu. Podobna sem mu. Oba sva drevesi, zariti v tla, ki naju hranijo, svoje roke razprostirava v zrak, stojiva trdo in pokončno, čeprav bi kdaj rada padla na kolena, čela spustila na zemljo, iz katere sva vstala in se razjokala, preklela svet, udarjala s krvavimi pestmi, ampak stojiva. In s koreninami rineva globje, ker sva prežeta strahom, da bova enkrat ostala brez tal pod nogami. Zato se najini hrbtenici ne upogibata, ampak vztrajata, dokler ju ne zlomijo, za svojo neizprosnost se upravičujeva s potom in tišino, nepoboljšljivo rineva dalje in upava, da naju smrt najde na nogah, da naju pokosi kot strela prekolje drevo in naju ne bo strah. In bo bolelo samo za stotinko trenutka in nato bova šla spet nazaj v najino zemljo. Nina je naredila zelo lepo vod v bistvu prvi del knjižice, ki je nekako bolj intimno, se mi zdi, da obarvan, zelo zelo čuten del z lepimi podobami in mogoče kar Klavdija Košec nadaljuje to linijo. Popolnost. Spet boš stal na ploščadi. Mestni žarki bodo greli tvojo mrzlo rano. Iz nje nikoli ne bo nastala krasta. Minila bosta 2 tedna in tvoja prijeta majica in tvoj prijet šal in tvoj škrlatni nasmeh bodo še vedno krasili marmorni kip. Celo moje plazmatske celice bodo ostale v njem. Ako se bo mimo tebe sprehodila noč, naj se ti oči zasvetijo. Vsak pretekli trenutek, ki se ti je kdaj zasidral v kožo, naj spuhti po rjavih poteh v modre travnike. Rjavenje not, ki so jih nekoč preigravali tvoji tanki prsti, se bo prebudilo izpod zaves. Vedno bova le tulipana. Nina Vombergar, Prestopanje. Vse je spremenljivo, mi je rekel, potem ko sem mu povedala za dejanja, ki se jih je udobno držati, ampak res je vse spremenljivo, si mislim. In še posebej v tem mestu začasno, če bi razumela vzgibe drugih, bi bilo enostavneje. Najbrž se skrivajo v beležkah, ki jih najdem pod mizo, ampak bolj etično je potrkati na vrata njegove kulture, da razumeš človeka. Govorili smo v tujem jeziku in kadili notri. In jaz sem razlagala o barvih, kjer lahko naročiš še kaj drugega kot pilsner in lager. In z dvignjeno obrvjo odgovorila na vprašanje, ali je v Sloveniji enako podnebje kot v Estoniji, medtem ko je potekala kanadsko-nemška razprava o tem, ali je bolje biti vljuden ali iskren. Vse je spremenljivo. Začasno srečo lahko najdeš v second-hand trgovinah, nekoč je pripadala nekomu drugemu, zdaj je lahko tvoja. Začasno srečo najdeš v obglavljenih Donaldih Trumpih, ki se lepijo na jedra ob 120 trdih korakih na minuto. V mestu večnih nomadov pred sabo zagledam človeka, ki nosi plašč z napisom Does it even matter? Ti se kar pretvarjal, mulhov obraz, kapa, ki ti paše k plašču in čevljem. Naslednjo bi pa povabila Sarah, da prebere od Monike Kos. Monika Kos, ambivalentnost. Moja culica je premajhna, da bi vanjo spravila vse doživljeno. Kdo bi vedel, da je dežela nije dvorezen meč?
Kako se osredotočiti na neizbežno prihajajoče, če si zagozden v podoživljanju izginjajočega? Dovolj je sladkih šepetov nostalgije, ostanejo samo z grenkobo prepojeni robci in kotički misli, katerih se z bojaznjo izogibaš. Nepoznano čaka in vsakim korakom ga je več. Pozdravi poslavljanje, razveseli se žalosti, ne boj se strahu, neizbežno bo prišlo, od tebe je odvisno v kakšni podobi. Čas bo tekel naprej, poskrbi, da imaš zavezane vezalke. Mogoče samo misel, Monikini verziji moja culica je premajhna, da bi lahko vanjo spravila vse, kar je treba vzeti na pot. Se mi zdi, da lepo opisuje tudi ta prvi del Krpanke. V tem smislu, toliko lepih stvari je že zdaj, ki jih je potrebno vzeti s seboj v jutrišnji dan, in kar ne vem, kaj vse, kako jih zadržati, kako jih vzeti s seboj. Mogoče nam bo Ariela, ki je naslednja, dala odgovor. Pri Arieli bi pa rada mogoče še opozorila na lepe podobe iz narave in pa cvetlic. Se mi zdi, da so nekako podobe rož marsikomu izmed vas blizu in da se nekako ponavljajo tako nežno skozi Krpanko kot, ne vem, simbol nečesa lepega, čistega, nedolžnega. Mogoče več odkrijemo še ob Arielini pesmi. Nina, moje osebno mnenje je, da cvetlice predstavljajo neko naravno lepoto, ampak ne samo lepoto narave, ampak tudi lepoto ljudi. Na ta način. Okay. Telo časa. Čez nekaj milijonov utripov srca se bo moja kri posvetila sama sebi. Očistila bo umazanijo, ki se nabira pod nohti, ki se počasi utira v kožo skozi pore. Dihala bom globlje, s prepono. Moja pljuča bodo polna gorskih verig in drevesnega lubja. Žile se bodo spremenile v sladkor, tak, ki ga ne stresam več v kavo, tak, ki se mi ne bo nabiral okoli utrujenih oči. Ker ne bom več nosila podočnjakov, kakor da so nekaj svetega, ker je nezmožnost pomagati skeleča rana na moji prsnici. Rada bi, da se na mojih kosteh zbirajo dobra dela, da so moje roke polne topline, ljubljene in tuje kože. Nič več hladu, nevidnih odtisov, neželenih dotikov. Hočem, da čez 1000 obratov zemlje fantov ne bo več strah jokati in deklic ne bo več strah, da bodo pogoltnjena čustva njihova poguba. Nič več ostrih besed in ponižujočih pogledov. Samo svet, v katerem so moja usta polna medu in moj nos poln cvetlic. Svet, kjer so moji podplati razbrazdani od hoje po kamnih in pesku, kjer se sol nabira na mojih laseh. Svet, kjer okoli vratu nosim školjke, kjer se mi okoli zapesti ovija morska trava. Za sabo želim pustiti nekaj, kar je vredno več od papirja in plastike. Moja zapuščina naj bo sonce, ki nikoli ne neha razsvetljevati teme. Hvala. Seciranje. Kot kirurg izbiraš svoje cilje in jih mečeš čim dlje v prihodnost. Manj rož bo preživelo letošnjo zimo. Najbrž nekdo, prav zdajle, nekje blizu, čaka v vrsti zraven tekočega traku, odpira denarnico in prav nič ne razmišlja o tem, kaj bo počel jutri.
Nekega dne me ne bo več strah svojih korakov. Ko bom stopala naprej, me odmevi čevlje na asfaltu ne bodo več preganjali in svojih spodrsljajev si ne bom obula več. Nekega dne tvoje besede ne bodo več bolele. Ko bom končno uspela umakniti iglo iz vinilke, bom menjala ploščo in melodija prizadetega ega bo utihnila. Nekega dne bom v ogledalu spet našla sebe. Ko bom stala pred obrisi svoje arhitekture in ne iskala razlogov za renoviranje, temveč uživala v umetnosti pred sabo. Mogoče, ker smo ravno v sredini drugega dela krpanke, še ena misel. Če smo v prvem delu si odgovorili na to, kaj je dovolj vredno, da je to treba vzeti s seboj v jutrišnji dan, se mi zdi, da ta del ponuja odgovor na to, kako se pripraviti, ko si na tem razpotju med včeraj in jutri. Bi pa povabila naslednjo Amadejo, da bo prebrala še pesem od Alenke Avguštin. Preplet časa. Stojim na prepadu vzponov in padcev. Otrplo ogledujem si podobo v ogledalu. Kdo si? Zakaj si? A sploh si? Pamet mi prigovarja, da sem mlada. Vem, da sem mlada. A občutek me navdaja. Da, čas me preganja. Ni bilo dovolj, hočem več. Več. Česa? Grabim razbito preteklost. Stekleni koščki režejo notranjost. A tiha motivacija se oglaša. Daleč na dnu prepada. Segam po njej. Dan za dnem sem bližje. Vem, da je smisel. Mora obstajati. Ugotavljam, kdo je podoba v ogledalu in strumno stopam na pot prihodnosti. Novih priložnosti, ujemanja trenutkov edinstvenosti. Laura Butaja, na tisočere vrat pred mano stoji. Na tisočere vrat pred mano stoji, katera izbrati, ne vem. Prihodnost me vodi, jaz pa le grem. Bližje jim naredim korak, a vidim vse manj. Strah mi zakriva oči in zdi se, da ostajam brez sanj. Izbrala sem 53 vrata, niso srebrna niti zlata. Ta so drugačna, ostala zdijo se napačna. Ko prekoračila sem prag, spoznala sem srečo in mir. Vsak vdih postal mi je drag, vsak našel je svoj tir. Na tiru neskončnem sem prvič soočila se z nesrečo in bolečino, z lastnimi napakami, ki hranijo globoko tišino. Bridkost je s časoma postala vsakdanja. So mar kriva vrata napačna, je vredno trpljenje čakanja, naj ostane duša ljubezni lačna. Prijetna čustva so se skrila, izgubljena v namišljenem sodišču, kot obsojenec na morišču, le nemi strah sem čutila. Postala sem sodnica kruta, vsako dejanje zame bilo je grešno, a globoko nekje znotraj sebe upala sem na boljše, nekoč morda. A vse je bil le dimni oblak. Kmalu je bolečina izginila in svetloba je obsijala mrak. Spet sem lahko se življenju nasmehnila. Zdaj vem, da le prihodnost nam lahko sodi, saj ona nas vodi. Le ona lahko spremeni me, saj od nje odvisen moj jutri je. Zdaj pa vabim Aljeno, da prebere pesem od Danaja Šaubah.
prihodnost je. Z nami živi, za trenutke cveti. Rože cveto z njo, daleč v nebo. Prihodnost je. Čeprav vlak potuje daleč stran, čeprav človek ni zagnan in na trenutke zbran. Prihodnost bo. V daljavi vidim njen nasmeh, ki mi daje upanje. Kliče me. Prihodnost. No, če se je zdelo, da je Danaja povsem prepričana, da prihodnost je, naslednji dve avtorici nista tako prepričani v to, oziroma se nekako sprašujeta, kakšna bo ta prihodnost. Tako da bi povabila Nino Kremžar, da prebere pesem od Adelise Palič. Adelisa Palič, prihodnost. Zakaj je prihodnost vprašanje, ko pa nisem prepričana, da sem zanjo in edino, kar reši me, je spanje. Dan danes živimo brez predloga, brez vizije in primanjkuje nam razloga. Ker nas od človeka se ne moremo zanesti, hočemo vse privesti na dvojne, trojne obresti. Čustva niso več vprašanje, ko pa sploh ne vemo zanje. Zato pa goltamo žganje. V šolo ne hodimo več zaradi znanja, zaradi ocen nam primanjkuje spanja, a je mogoče, da nas sedaj boli še lobanja. Sprejemamo laž pred pravico, sprejemamo laž pred resnico. Ta svet je območje s predkupno pravico. Ne da se nam več živeti, še enkrat si želimo umreti, ravnovesje hočemo vsakič podreti. Mogoče za nas več upanja ni. Zato se sprašujem, kje naši možgani so ves čas bili. Za zadnjo kitico še imejte radi se, ker karma vedno povrne se. Prihodnost? Letica, bom povabila, da prebereš pesem od Larise Lare Pohorec. Larisa Lara Pohorec, Zmazek. Praznina ga odeva od vrha do tal. Pred njo leži, pa ga ne vidi. Momenti z označbo spoznavanje, trhla tla so pod njimi. Krivica izkrivljene slike, išče izgubljene v knjižnici izrečenih povedi, kaj vredno je brati, nikakor ne zmore izjecljati. Toplina je od objema, od obraza do stopal. Pod njim leži, pa njenih čustev ne lovi. Premalo časa je preteklo, da bi vedel, kaj nas z njimi. Zakaj tako se čuti? Razmišlja tavajoč v udaljeni samoti, katero pot ubrati, iz mape se ne da razbrati. Prihodnost. Kaj nosi ta beseda? Je to razočaranje? Je to beda? Prihodnost. Ali prinaša razodetje? Ali prinaša dišeče, sveže cvetje? Svetli žarek se bori s temo, kljub temu, da je pod odejo in drhti telo. On pa se ne spomni, kdaj nazadnje bil je lahek kot peresce. In če smo se nekako zdaj spraševali, če sploh prihodnost bo in je in kje obstaja in kaj prinaša, se je eden izmed avtorjev spraševal, česa ne bo v prihodnosti, kar je mogoče za vekomaj ostalo v današnjem dnevu. Tako da bi povabila, ampak brez skrbi, ker nam bo že Nika Štumberger, ki sledi za to pesmijo, dala poguma za prestop v prihodnost. Tako da, Sara, bi te povabila, da prebereš pesem od Toma Webera. Tom Weber, zadnji dan. Kaj, če je bil danes moj zadnji dan? Me je danes še zadnjič obiskala muza stvarjenja in me obdarila z navdihom.
Sem danes zadnjič hodil po širnih poteh sveta. Sem zadnjič vohal pomirjajoč vonj borovcev. Sem videl zadnji sončni vzhod in zahod. Je bil najin objem danes zadnji? Kaj, če je bil danes moj zadnji dan? Sem danes zadnjič duhal sladki vonj trobentic. Sem videl zadnji sončni vzhod in zahod. Sem zadnjič vohal pomirjajoč vonj borovcev. Sem zadnjič čutil hladno roso na mojih petah. Kaj, če je bil danes moj zadnji dan? Je bila to zadnja misel in sem pomnil poslednji spomin. Sem se zadnjič nasmehnil popolnemu neznancu. Je bilo to čustvo zadnje, ki sem ga smel občutiti. Danes je moj zadnji danes. Včeraj je bil moj zadnji včeraj. Jutri bo moj zadnji jutri. Vse je treba tvegati. Vsak korak po strmi skali, ga prepogniti, ustaviti, zajeti z vso silo, zaskočiti. Obstati, pustiti odprto. Srce na ovratniku, niti na kolovratu, vse je treba tvegati. Da se lahko zagledaš na robu tuje dežele, v razmajani veduti nekega mesta, pred tabo zelenina in rdeče resje med kamni. In rdeča lica tujcev in upanje v naročju in ljubezen za vogalom. Treba je tvegati, kajti vsako prisotnost je vpisana odsotnost. En trenutek, en dih in nas ni. Vse je treba tvegati. Klaudija Wolf, po mojem, sicer ni vedela, da bomo to krpanko predstavljali ravno v tak politično obarvanem tednu po nedeljskih volitvah, ampak se mi zdi, da njena pesem zelo sede točno na ta današnji dan. Tako da bi prosila Amadejo, da jo pride prebrati. Klaudija Wolf, tebi Slovencelj. Rojena v ostankih Jugoslavije. Cenim svojo državo. To je nekaj, kar je moje. Ni izposojeno. Ni v najemu. Ne more biti na prodaj. Ne za avstrijsko, nemško plačo. Ne za razkošno pokojnino. Ne menjam svoje države, ker ne dam svoje kulture. Moj jezik, moja pravica. Ker ni mutar, temveč mama. Ne brod, ampak kruh. Ni baum, ker je drevo. In libe bo zame vedno ljubezen. Ne potrebujem denarja, hočem bogatstvo. Slovenijo, Slovence, slovensko bogatstvo. Zremo prihodnost. Vidim človeka, stoji na obali. Skriva v sebi nešteto besed. Kdo vedel bi le, kaj misli si zdajle, ko gleda naokoli, ves mračen in bled. Tam na polju vidim sejavce. Sejejo v zemljo prihodnost rodov. Noge so jim trudne in težke. Pogled njih zastrt je v prihodnost sinov. In če so se nekateri držali bolj tistega, kar je dejansko možno in kakšna bo prihodnost naše države in pa naše kulture, imamo pa nekaj avtorjev, ki so se pa tega vprašanja lotili z malo več domišljije oziroma so prenesli ta vprašanja v domišljijske svetove. Tako da bi povabila najprej Kajo Brezavšček, ki ima v krpanki definitivno objavljeno najdaljšo pesem. Če presodi sama, ali nam prebereš celo, ali mogoče en del, ampak vabljena pred mikrofon. Lovec in duh. Iz teme hladne zbudil se je še ves zaspan. Stopil na zemljo je še mrtvo.
narava še spala, svoj spanec je smrtni. A kmalu se prebudila bo, z njo pa tudi duhovi njeni. Naokrog se je ozrl, vse še mirno in prazno. Kaj bo z mano? Kaj me čaka? Kaj bom? Ga je za njegovo usodo zaskrbelo. Kaj bi, vedel ni. Nato pa v daljavi vzrl nekaj je čarobnega. Črn je volk tekel med drevesi in ga vabil. Puško je svojo lovec vzel, vanjo je nameril, a ni ustrelil. Žival je krasna sicer bila, lepo bi zaslužil. A nekaj čarobnega se je zgodilo. V meglico črno se je volk spremenil, ter v Bambija črnega se preoblikoval. Njegove zlate oči prihodnosti so ga vabile, ga klicale, bo to njegova usoda. Podal na lov se je za živaljo čarobno, za njim, ki mu bo usodo napovedal. Energije imel je dovolj, bil je še mlad in močan. Pomlad se pretakala po žilah je njegovih, v duši usklila in se v cvet pognala. Novo upanje mu v usodo vlila. Muahahaha, obstajam, a me hkrati ni. Ti boš, dragi, vedno moj, a jaz nikoli tvoj. Odrasel je. Potrpljenja in čakanja se naučil, sedaj hodil po pokrajini je zlati in zeleni, ter za živaljo črno oči podil. Iz srnice črne se v orla je spremenil in letel visoko je v zraku, se skrivalnice igral. Lovec utrujen se polege v travo je zlato, ptica krasna na tleh poleg njega je pristala, se mu oči kratko zazrla. Me boš poiskal ali ne? V glavi svoji je njen mehek glas slišal, se ponovno na noge pobral, ter med drevesa zelena novo pognal. Življenja je bilo okrog njega obilo, a sam tega poletja ni videl, le orla, ki se je spretno skrival med krošnjami, oprezno iskal in skoraj nase pri tem pozabil. Bil je lovec neustrašen, ki za svojo usodo teče, jo išče, kliče. Muahahaha, obstajam, a me hkrati ni. Ti boš, dragi, vedno moj, a jaz nikoli tvoj. Prišla jesen je stara, mu kosti otežila, a moči ni odvzela. Skočil v vrtinec je oranžno zlat, ter žival še vedno iskal. Okoli njega bilo polno je dragocenosti in topline, a občutil je le hlad, hlad strahu. Kaj bo z mano? Kakšna bo moja usoda? Narava ga je klicala, mu prigovarjala, a postal je gluh. Slišal je le medvedje rjovenje izza skal. Sprašujem se, kam me pelješ? Spraševal ga je neprestano, a odgovora nikoli ni prejel. Pojavil se pred njim je črn medved, prijazno je zrl van, ga zapeljeval, sledi mi, pa boš videl. Okoli sebe slišal je jok, a preslišal je vsak zvok, narava ga je klicala. On se na klice razne ni odzval. Muahahaha, obstajam, a me hkrati ni. Ti boš, dragi, vedno moj, a jaz nikoli tvoj. V deželi smrti in večnega ledu je pristal, še naprej se boril z svojo neznano je usodo. Upanje začelo je popuščati. Sam je začel podpuščati, a vdal se ni. Ni bil poraženec, le slep in gluh. Opazil jutranjega ni sonca, ki zvezde briše z neba in greje srce njegovo hladno in tega občutil ni. Ničesar ni čutil, le duha iskal. Prosim, kaj me čaka? Slišal topot 4 je kopit, ki po snegu drvela so, počasu k njemu prihajala oprezno in previdno. In tedaj, iz meglice ledenega snega zagledal je konja vranjega, ki mu v oči je zrl prijateljsko. Skoči na hrbet moj, popeljal te bom v usodo tvojo. Mu je konj šepnil tiho. Lovec pa ubogljivo splezal na njegov hrbet in se vdir na njem pognal. Po pokrajini zasneženi. Kaj se je odločila, da bo izbrala en tak mitološki svet legend in bajk, kjer se njen junak pogumno sooča s tem, kaj je njegova usoda in njegova prihodnost. Zdaj pa še pesem od Eme Odre Raščan, ki je danes nažalost ni tukaj, ne? Ki pa je vprašanje prihodnosti prenesla v neke vrste apokaliptični biblijski svet.
ki zagotovo ne zgleda tako kot današnji, saj je zimski in zasnežen. Ema Odra Raščan, Noe drugič ali pregrešne utopične misli. Bog je pogledal na zemljo, bila je pokvarjena. Meso je napolnilo zemljo z nasiljem, s hudobijo. Gospodu je bilo žal, da je naredil človeka na zemlji in žalosten je bil v svojem srcu. A Noe je hodil z Bogom, pravičen mož, popoln sredi svojega rodu. Poklical je vso meso, da na prvi dan, ko pade mraz in z neba preplešejo snežinke, stopi na prosto in golo moli. Moli tako močno, da pozabi na mraz in podhlajeno telo. Ker končno duh gori, sosed, soseda, brez dotika, brez besede, brez pogleda, brez telesa objame, ga spoštuje, se mu zaupa. Eno za drugim zmrzne meso, sloj nedolžne beline ga pokrije. Le Noe z ženo in otroki uspe z molitvijo stopiti sneg in priklicati toploto, sončne žarke. Bog je pogledal na zemljo, bila je mirna in izžarevala je ljubezen. Po poplavi trupel, snežink in izlivu molitve duha sta zavladali pravičnost in Salomonova modrost ter spremljali nove generacije mož, žen, otrok, vojakov, delavcev, kmetov, vladarjev. Gospod se raduje v svojem srcu nad ljubeznijo, ki prevladuje. Imamo pa dva tudi znanstveno-fantastično navdahnjena avtorja. Sarah, pridi nam predstaviti svojo vizijo. Objemati drevesa. Včeraj se je spet prehodil mimo naš sesalec. Redki so že. Včeraj si je spet drznil pokazati na odprtem pri beli luči svoj obraz. Kako bi se zadnji svoje vrste rad segrel. Pritiska se obme, ko misli, da se napajam. Iz moje bleščeče površine skuša izviti entalpijo sebi v prid. Zadnji med enakimi. Zadnji med ena, ki mi ga je podaril, ker je mislil, da imam okus, ker še vedno misli, da imam srce. V naši shrambi so zapečatena darila, ki nam jih pušča. Spustimo ga ven in on misli, da je darilo, da ga spustimo ven. Presvetlo je že zunaj zanj. Koristijo nam sončne celice. Z roko zatira oči, z očmi se skriva dlanem in hodi. In hodi. Ves čas spreminjajoč, hodi monotono. Na kritični razdalji je že, zdaj ga smemo vrniti nazaj. Na hologram tistih sferičnih oblik se skuša nasloniti. Pogleda me, zaznam usmerjenost in žarišče njegovega aparata, od nekod je sunil naše rezervno steklo vizirja, tudi on sliši piskanje, ki ga proizvaja obroč na gležnju. Spet skuša skeniti roke okoli holograma. Tega še nismo dešifrirali, verjetno kaj z endorfini. Zatresi krvni povratek, zapre oči, delček, ki ga je sunil, se v njegovi dlani dvigne. Spet me pogleda, ko snov drugega agregatnega stanja prihaja iz vratu in moti hologramovo delovanje. Senzori fokusa ne zaznajo več. Nadaljujem s programom. In pa še do drugi fant iz našega širokega izbora, Matic. Sintetične misli. Tik pred novim tisočletjem so na šolskih hodnikih govorili, kako je matrica resnična. Otroci, ki smo verjeli, da so letalonosilke prevozno sredstvo herojev in demokracije, smo bili otroci digitalnega sveta, cepljeni z novo generacijo sintetičnih misli.
1, 0, 1, 0, 1. Katera umska stanja so urojena in katera vsaj ena. Ura je 2,5 minuti do polnoči in nemočno opazujem posnetek človeškega uma, ki po milijonih let evolucije drsi proti binarnosti. Odvzemajo nam našo analognost. In prav ta človeška analognost je nekaj, kar bi morali braniti s svojim življenjem. Naše misli so že sintetične. 1, 0, 1, 0, 0. Hudič ima končno svoje orodje in od njega sprejemajo odprtih rok, ker ne sledijo evoluciji grožnje, ker ne vedo, da UI vsak dan sanja nove sanje, da Google razmišlja o njih, da Tinder preračunava, kako dobri v resnici fukajo. Facebook bo kmalu domovanje za legitimna živa bitja, za astralna živa bitja. Više stanja zavesti, ki ne potrebujejo telesa, se odpirajo v oblaku. Plastična kirurgija migrira v možgane in silikonska duša bo kmalu odprla svoje oči v svetli novi svet. 1, 0, 1, 1, 0. Digitalni kič menjava barve našega počutja. 1, 1, 0, 0. Si slabič, če se bojiš matrice. Božja roka nesmrtnosti nam ponuja svoje mamljive števke, da naložimo svojo dušo na www, na www.jaz, ker to je naš cilj, naša končna koda. In digitalni partizani bodo bežali v gost, čim dlje stran od polnilnih postaj in 4G-a. Ko je človek na dosegu 4G omrežja, biološko orožje je redundantno. Božja roka nesmrtnosti se ne rabi naprezati. Fizično nasilje je za odklopljene barbare. A to ni ludistična pesem. UI je še vedno vljuden sogovornik. In vem, da so v meni sintetične misli, ki so bile fabricirane že davno pred postavitvijo Facebooka. 1, 0, 1, 1. Elektronsko zelena, ki te ljubim, z rdečimi očmi. Za Božjo voljo, nehajte objavljati slike svojih otrok na socialnih omrežjih. Moj glas je izgubljen v milijardah drugih glasov. Za Božjo voljo, ne strinjajte se s pogoji uporabe. 0, 0, 0, 1. Vojna je izgubljena. Preden čisto zaupam še nekaj sklepnih misli, bi v bistvu rada predstavila tudi tiste, ki niso na prvi pogled mogoče očitni soustvarjalci te krpanke, ker niso pesniki. Ti že ve, koga imam v mislih. Rada bi povedala malo več o zgodbi te naslovnice, ki je pristala na prvi strani krpanke. Namreč gre za ročno ilustracijo z tankim flomastrom Boštjana Kmetca, ki je sicer prevajalec in je to njegov v bistvu ilustratorski debi, da se mi je pustil sploh prepričati, da lahko uporabimo njegovo ilustracijo v tem projektu. Se mi je pa zdela, da je dovolj odprta, da vsakomur sporoča neko svojo zgodbo o prihodnosti. Mene je nagovorila na ta način, tako kot ti listki, ki padajo v potok, zmeraj pridajo v neko drugo prihodnost. Z vsakim centimetrom, ko napredujejo dol po strugi, tako se tudi naše prihodnosti, ki jih zasledujemo, v bistvu vsak dan spreminjajo. In v veliki meri so odvisne od tega, kdo smo mi zdaj in kako prihodnost v bistvu oblikujemo. So pa možne tudi druge interpretacije. Veronika Šoster je recimo v svojem besedilu zelo lepo napisala, da ti drevesni listi nakazujejo na množstvo pesmi, ki jih je prinesla z vseh vetrov, zdaj pa so se na ramenih urednice združile v gosto šelestečo krošnjo. Tako da na nek način ste tudi vi vsi ti listi, ki tvorijo naš skupen projekt. Mogoče čisto za misel, za navdih, kaj pa še vi vidite o tako preprostem simbolu življenja, kot je list. In če smo že množstvo pesmi, bom za konec prebrala še mojo, ki je na začetku v bistvu nisem niti nameravala dodati, ampak me je Dušan malo pocukal za rokav, vse ti boš pa tudi nekaj zraven dala. Sem si mislila, joj, pa bi, pa ne bi, pa.
sem si pol mislila, da je mogoče najbolj pošteno, da naredim eno finto in sestavim pesem iz verzov iz vaših pesmi. Tako da hvala, ker ste mi jih posodili. Vse je spremenljivo, vse je doživljeno, vse je treba tvegati in bo bolelo samo za 100 trenutka. Ako se bo mimo tebe sprehodila noč, kako se osredotočiti na neizbežno prihajajoče? Za sabo želim pustiti nekaj, kar bo preživelo letošnjo zimo. Vem, da sem mlada, zdi se mi, da ostajam brez sanj in čustva niso več vprašanje. A to je nekaj, kar je moje in skriva v sebi nešteto besed. Je bilo to čustvo zadnje, ki sem ga smela občutiti? Se je splačalo? Na kritični razdalji je moj glas izgubljen v milijardah drugih glasov. Melodija prizadetega ega bo utihnila, čeprav človek ni zagnan brez dotika, brez besede, brez pogleda. Premalo časa je preteklo, da bi vedel, kaj naj z njo prav zdaj. In tisto, kar se je zdelo mogoče v našem Facebook pogovoru v neki točki majhen štos in hec med pesniki, se mi je zdelo, da je vredno, da se to uresniči. Tako da Klavdija Košec, izdajam ti potrdilo, da si drzna pesnica, ki si upa zreti v prihodnost. Čestitke za pomen. Ostali pa pišejo prihodnost druge. To je to. Meseci zbiranja idej o prihodnosti, klepetanja o tem, kdaj in kje se dobimo in kako jo bomo predstavili in ali je že prišla iz tiska ali jo še čakamo, so tukaj. Bi vam pa v bistvu položila na srce nekaj drugega. Veronika je rekla mnoštvo pesmi. Jaz bi rekla mnoštvo pesnikov in pesnic. In če ste spoznali koga zanimivega, če ste slišali kako pesem, ki vas je navdahnila, kak vers, ne biti tujci, oglasite se, sledite drugim in vabljeni, da na Twitterju, na Instagramu, na Snapchatu, karkoli je zdaj prihodnost socialnih omrežij, vabljeni, da je ta krpanka šele začetek ene prihodnosti. In ste tudi pri meni zmeraj dobrodošli za klepet, za predlog, za povabila, za karkoli z poezijo. In upam, da boste vsi tudi nadaljevali s pisanjem, sploh tisti najmlajši med nami. Ne obupati. Naredimo skupaj eno lepo pesniško prihodnost. In hvala vsem, ki ste danes prišli.